Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci, na kateri vam bova za magister Darjo Radić predstavila gospodarski program stranke Zares socialno-liberalni, za katerim nastopamo na letošnjih predčasnih parlamentarnih volitvah. Jaz bi v uvodu povedal, da je stranka Zares že na konvenciji 15. oktobra v Ljubljani sprejela en zelo pomemben dokument, mi smo ga poimenovali Manifest za novo ekonomijo, za katerim smo pokazali, kako vidimo možnost prehoda iz obstoječega neoliberalnega sistema v popolnoma nov gospodarski sistem. Mi smo ga poimenovali gospodarski sistem družbeno odgovorne ekonomije. Ključni razlog, da smo ponovno ali pa nadgradili naš program, je zagotovo gospodarska kriza. Vse, bom rekel, tudi praktične izkušnje, ki smo jih ob vladanju v tem obdobju, vemo, da smo prevzemali zelo odgovorna ministrstva. Darja je vodila tudi ključno ministrstvo za gospodarstvo, da smo z vsemi temi izkušnjami in domislili način prehoda v ekonomski sistem, nov ekonomski sistem, v katerem se bo vse, kar je ustvarjeno, delilo bolj pravično in v katerem ne bo osnovni motiv pohlep po dobičkih, ampak da bo temeljil sistem na solidarnosti in na enakomernem porazdeljevanju ustvarjenega. Toliko v uvodu, zdaj bi po besedo predal Darja tebi, da predstaviš te bistvene značilnosti manifesta, kot tudi samega našega programa iz področja gospodarstva. Hvala lepa. Kot je Tadej že omenil, v bistvu smo v stranki Zares prišli do spoznanja, tudi in verjetno predvsem zaradi izkušenj te krize, da neoliberalistični sistem enostavno ni v redu in da ga z manjšimi popravki gori in doli enostavno da se ga ne da popraviti. Zato mi pravimo, da ni smiselno več iskati napake v tem sistemu, ampak da je potrebno pristopiti k izgradnji novega sistema, ki bo bolj odgovoren do nas, ljudi, državljanov, odgovoren tudi do okolja. Seveda pa se pri tem zelo jasno zavedamo, da tega sistema, prehoda v nov sistem, ne moremo zagotoviti čez noč in da seveda ne more naš program temeljiti samo na teh dolgoročnih ukrepih, ki so namenjeni prehodu v novo, bolj pravično družbo. Zato smo prav za ta naslednji mandat Slovenije pripravili tudi gospodarski program, ki pa prinaša nekaj ukrepov, za katere menimo, da jih je potrebno narediti takoj, da bomo Slovenijo stabilizirali in seveda pripravili na bolj uspešen in trajnostni gospodarski razvoj v prihodnje. In v tem našem programu smo pravzaprav izpostavili kot ključno izhodišče naslednje. Dejstvo je, da je ključno vprašanje ali pa ključni problem Slovenije, na katerega pravzaprav zelo malo drugih političnih strank opozarja to, da danes v Sloveniji ustvarimo premalo zato, da bi lahko zadovoljili vse socialne pravice in zagotovili življenjski standard ljudi, ki ga danes v bistvu naša zakonodaja dovoljuje. In se pravi, če želimo narediti in ohraniti socialne pravice, take, kakršne imamo zdaj v Sloveniji, če želimo zdravstvo tako, kot ga imamo, oziroma če želimo še boljšega in boljše šolstvo tudi, potem moramo enostavno ustvariti več. In naš program temelji na tem, kako ustvariti več, kako ustvariti nova delovna mesta, pa to ne samo tista delovna mesta, spravim za minimalno plačo, kako ustvariti dobra, kakovostna delovna mesta, ki bojo tudi pošteno, lahko bolje plačana in ki bojo seveda prinašala visoko dodano vrednost. In seveda pri tem, ko se vprašamo, kako ustvariti več, pa naletimo na eno ključno vprašanje ali pa na ključni problem te Slovenije. Dejstvo namreč je, da smo v zadnjih letih uspeli
popolnoma demotivirati ljudi za ustvarjanje in to vse po vrsti. Delavce s tem, ko jim, pa ne me razumeti narobe, ne govorim za vsa podjetja, imamo tudi družbeno odgovorna podjetja, ampak v precej podjetjih se danes delavci vsako jutro srečajo s tem, da jim šef reče, da je itak nepotreben strošek in vedno previsok strošek. To zagotovo ne vpliva na to, da bi ljudje bili sploh motivirani za delo. Poznamo načelo, nikoli me ne moreš plačati tako malo, kot lahko malo naredim. In jaz mislim, da smo v situaciji zdaj že v Sloveniji, ko ljudje enostavno nimajo več volje in nobenega motiva za delo, še posebej, ko gledajo na drugi strani, kako tisti, ki so precej krivi za to, da smo prišli v tako situacijo, še kar mirno hodijo po Sloveniji in se jim prav nič ne zgodi. Pa niso samo delavci, tudi mlade. Kaj smo naredili z mladimi? Mlade smo pravzaprav popolnoma demotivirali za kakršnokoli ustvarjanje. Mladi danes v Sloveniji razmišljajo predvsem o tem, kako čim prej zapustiti to državo. Kje najti priložnost, kje najti okolje, v katerem bojo lahko pokazali tisto, kar znajo, kjer bojo lahko ustvarjali. In to mislim, da ta demotiviranost za delo, ena slaba klima, obstaja pravzaprav na vseh področjih. Zato je tisto naše ključno izhodišče in vprašanje, kako zdaj zagotoviti, da bojo ljudje spet motivirani za delo. Kako? In pri tem smo rekli na prvem mestu. Na prvem mestu mora biti zagotovo to, da končno stopimo na prste, dokončno, politično-kapitalskim omrežjem in elitam, ki so nas pravzaprav pripeljali v to situacijo. In si bomo prizadevali v stranki zares, tako kot smo si že do zdaj, da vse te zgodbe in vsi ti ljudje, ki so nas pripeljali v to situacijo, dobijo, njihovi primeri dobijo epilog na sodišču. Mogoče se to zdi malo neprimerno ali grobo, ampak jaz mislim, da to je tisto ta prvo, bomo rekli, v končni fazi tudi zadoščenje in ena volja in pripravljenost tistih, ki vodijo to državo, da končno naredi red na tem področju. Pa to ni najpomembnejši, je zelo pomemben korak, ampak to seveda samo s tem ne bomo dvignili motivacije ljudi za delo. Druga stvar, ki jo predlagamo in s katero menimo, da lahko povečamo motivacijo ljudi za delo, pa je, da čim prej začnemo spodbujati soupravljanje delavcev v podjetjih, da naredimo tudi en primeren zakon, ki bo delavce bolj motiviral k ustvarjanju s tem, da bojo tudi ustrezno participirali na dobičku, se pravi na tistem, kar je ustvarjeno. In to sta dve taki zelo pomembna ukrepa. Mi imamo zakone pravzaprav za to področje že spisane, ki jih lahko zelo hitro uvedemo v prakso. No, potem mislim, da bo Tadej naprej še posebej povedal, mi menimo, da imamo v Sloveniji še eno zelo velik potencial za ustvarjanje na področju socialnega podjetništva in delavskih kooperativ. V svetu, predvsem pa tudi v Evropi, se segment socialnega podjetništva zelo hitro razvija. Pri nas je pravzaprav to še v povojih. In tukaj je eno polje, to ni klasična ekonomija, ampak je eno področje, kjer predvsem pa tudi mladi, ki ne razmišljajo o teh okvirih ali pa v teh vzorcih, kot smo jih mogoče mi starejši bili navajeni, lahko najdejo svoj prostor in svojo priložnost, da izrazijo svojo ustvarjalnost. Vse to se bo poznalo na višjem dohodku in seveda s tem tudi na višji blaginji zaposlenih. To so, bom rekla, tiste tri ključne stvari, ki jih je treba narediti, da motiviramo ljudi za delo. In seveda potem je treba odpirati nova delovna mesta. Pri tem se mi zavzemamo za odpiranje tako imenovanih zelenih delovnih mest, se pravi delovnih mest v podjetjih, ki bodo visoko tehnološko usposobljena, ki bojo sposobna ustvarjati visoko dodano vrednost. Kajti samo taka podjetja lahko zagotovijo tudi dostojno plačilo delavcem. In seveda, da ne bomo samo rekli, da se bomo zavzemali za odpiranje novih zelenih delovnih mest, imamo pripravljene tudi konkretne predloge, kako, na kakšen način to narediti.
In pri tem je naš ključen predlog ta, da predlagamo, da se v letnem proračunu 1% družbenega bruto produkta na leto nameni za vlaganje v tako imenovane zelene projekte in zelene tehnologije. Seveda boste rekli, odkje pa denar za to? Odkje za 1% družbenega bruto produkta, če vemo, da še za osnovne socialne pravice ni denarja. Mi vir za to vidimo predvsem v tem, da povečamo pa obdavčitev velikih onesnaževalcev. Tako v prometu, v gospodarstvu, tudi v gospodinjstvih, ne nazadnje. In ko smo preračunavali te stvari, bi se vira, se pravi na eni strani odhodki za zelene tehnologije, na drugi strani prihodki v proračun zaradi večjih obdavčitev onesnaževalcev izenačili in bi lahko te vire na ta način zagotovili. To so ene take strukturne, če lahko rečem, spremembe, ki lahko naredijo en zagon v slovenskem gospodarstvu. In seveda, kar je ključno tudi, je to, tudi podjetnikom je treba pomagati, saj niso vsi tako zlobni, pa da bi za nalašč delavcem plačevali samo minimalne plače. Dejstvo je, da so naše plače zelo visoko obremenjene s prispevki in z davki, ki jih moramo plačevati ali delodajalci in seveda pa tudi delojemalci, se pravi delavci. In tudi na tem področju smo mi že v prejšnjem mandatu predlagali tako imenovano razvojno kapico ali pa socialno kapico, s katero bi omejili rast prispevne stopnje, se pravi rast plačevanja prispevkov pri določeni višini plače. Ker zdaj to kar rase, večjo, ko imaš plačo, še več je teh prispevkov. Seveda to pomeni zelo veliko obremenitev, tudi za podjetje in seveda podjetja potem niso zainteresirana, da dajo višjo plačo. Če bi pri eni določeni vrednosti, mi smo računali tam nekje 30-40 tisoč evrov bruto plače na letni ravni, potem bi z omejitvijo te prispevne stopnje omogočili, da bi delavce lahko plačevali več, neto plače bi se jim na ta račun povečale. To se mi zdi zelo pomembna motivacija za tiste razvojne kadre, tiste kadre, od katerih lahko pričakujemo največ, da nam bojo pomagali razvijati proizvode in storitve, ki jih bomo lahko prodajali na globalnem trgu. To je ta socialna kapica, in s katero želimo pač razbremeniti stroške dela v podjetjih. Potem pa predlagamo tudi še en ukrep, ki se mi zdi tudi pravičen in prispeva k odpravi neenakopravnosti v tej naši državi, in sicer je po našem mnenju prav, da bi omejili razlike med najvišjo in najnižjo plačo v razmerju 1:10. Če lahko tukaj čisto osebno mnenje izrazim, po mojem mnenju je še to preveč. Lahko bi bilo to razmerje še nižje. Če delavec zasluži 500 evrov in potem menedžer 5000 evrov, mislim, da je to dostojna razlika. S tem pa seveda, da nobenemu ne omejujemo, da če podjetje dosega nadpovprečne rezultate, da super uspešno posluje, ampak na daljše obdobje, ne samo na kratek rok, ko se da zelo lepo z bilancami špekulirati in ustvarjati in prikazovati rezultat tak, kot pač potem v določenem kratkem trenutku nekomu ustreza. Če podjetje na daljši rok dokazuje super in uspešne rezultate, potem nimamo nobenih zadržkov, da si ta menedžment, tisti, ki so odgovorni, skupaj, upam, da z delavci, pa izplačajo tudi nagrade. Toliko, mi imamo še cel kup pravzaprav je teh predlogov. Ključna področja so, se pravi, odpiranje novih delovnih mest na ta način, kot sem povedala, z podpiranjem zelenih projektov, tehnologij, tudi z podpiranjem in še večjim vlaganjem v raziskave in razvoj strani države. Tu predlagamo kar, da bi 3,6% šlo na leto družbenega bruto produkta šlo na leto za raziskave in razvoj. Od tega 1/3 običajno z proračuna, saj 2/3 zasebni sektor sam vlaga. Ampak mislim, da je to tudi zelo pomembno. In kar na tem področju, kar je pa še pomembno,
je pa seveda treba zagnati investicije. Ne. To je pa tisto področje, ki je tudi nujno in z tega vidika, boste spet rekli, na kakšen način, ne, če pa je državni proračun prazen, na tem področju ima pa zares tudi predlog, ki ga je v bistvu že v pismu za odpravo blokad predsedniku vlade predstavil, in sicer mi menimo, da je nesmiselno vztrajati na tako hitri konsolidaciji javnih financ, ki od nas hoče tudi Evropski uniji. Se pravi, da moramo že do leta 2013 priti na tisti 3% dolg po maastrichtskem kriteriju. To je za nas enostavno prehitro. Če se tega držimo, ne, to pomeni, da nimamo niti evra za razvoj, niti evra za investicije. Ne. Kako bomo potem se šli razvoj? Kdo bo pognal to gospodarstvo, če država ne bo imela enega evra za investicije? To enostavno ne gre. In mi smo tukaj predlagali, da bi se to obdobje za dokončno konsolidacijo javnih financ malo raztegne. Ne bo nobena katastrofa, če se javne finance konsolidirajo do 2015, do 2016, v tem vmesnem obdobju se pa pusti nekaj možnosti, ne, da gospodarstvo res zadiha tudi z državno pomočjo, tudi s spodbuditvijo državnih investicij, ne, in seveda z spodbujanjem gospodarstva sredstvi za razvoj. Ne. Brez tega jaz resnično ne vem, na kakšen način bomo mi lahko slovensko gospodarstvo zagnali. Ne? In to lahko pomeni samo, bomo sicer izpolnili 3% maastrichtski kriterij, ampak kaj na račun, če mene vprašate, zagotovo krčenje socialnih pravic, ker enostavno prilivov v proračun ne bo, če ne bomo pognali gospodarstva. Ne? To je še ena taka stvar, ki je zelo mogoče posebna, specifična za našo stranko. In potem, kar še predlagamo in mogoče je pa treba tudi omeniti, je pa to, da glede na kreditni krč, ne, ki je pa tudi velika težava slovenskega gospodarstva, pa ki ne omogoča financiranje tako tekočega poslovanja, kot tudi razvojnih projektov podjetij, pa tukaj predlagamo, da bi pa država dokapitalizirala državno SID banko, jo preoblikovala v razvojno banko. SID banka je že zdaj državna, 100% državna banka, ki ima zelo dobro boniteto, tudi na mednarodnih trgih. Mi bi jo dokapitalizirali, s tem je dali še večjo podlago za to, da bi lahko dobivala dosti kakovostna sredstva na mednarodnem finančnem trgu, predvsem pri Evropski investicijski banki, Evropski banki za obnovo in razvoj, in po našem mnenju bi skozi to banko potem zagotovili eno zadostno kvoto denarja, s katero bi lahko odpravili ali saj umilili kreditni krč in omogočili gospodarstvo, da se normalno financira. Spet, kje dobiti denar za dokapitalizacijo? Po našem mnenju bi to naredili za odprodajo deleža v Novi Ljubljanski banki, lahko tudi še kakšne druge državne naložbe, ki je zdaj v državni lasti. V Novi Ljubljanski banki bi ohranili samo 25%, seveda pa tukaj želim poudariti, da pa ne bi prodajali banke, tudi ne LB-ne, za vsako ceno in za ston. Seveda to velja samo v primeru, da se najde en normalen ali pa primeren strateški partner za to. Na ta način, to so mogoče tisti ključni poudarki, veliko tega je še napisanega, nekaj sva s Tadejem vam tudi pripravila, ampak tisto, kar je res mogoče tudi razlikovalno, ne, do drugih programov strank je to. Hvala. Hvala lepa, Darja. Jaz bi v nadaljevanju predstavil pobudo, ki sem jo že ob sami napovedi kandidature napovedal, vezano na razmišljanje o možnem preoblikovanju podjetja Unior v prvo delavsko večjo kooperativo v Sloveniji. Namreč prihodnje leto 2012, je Organizacija Združenih narodov razglasila za svetovno leto kooperativ. Ni naključje, da je temu tako, ampak je to preprosto vzrok, da je OZN že leta 2009, ko so po prvem letu te močne krize ocenjevali, kako je ta vplivala na različne oblike gospodarskih družb, da so ugotovili, da so prav kooperativni poslovni modeli
pa naj si bodi delavskih kooperativ, naj si bodi stanovanjskih, tudi bančnih kooperativ, najbolj vzdržno reagirali na krizo. Se pravi, da so bili najmanj izpostavljeni, da so ta podjetja najmanj odpuščala in da po večini niso poslovala negativno. Zaradi tega sem že v začetku letošnjega leta, ko smo v Ljubljani organizirali mednarodno konferenco o socialnem podjetništvu, navezal stik z predstavniki svetovne največje kooperative na svetu, španskega Mondragona, v katerem združujejo 100.000 delavcev zaposlenih v največji kooperativi na svetu in ki je nek model, ki je že takrat mene osebno zelo spominjal na podjetje Unior. Prvi zaradi tega, ker so podjetje ustvarili v večdesetletni zgodovini delavci z trdim delom. Oni so sicer bili že v osnovi organizirani kot kooperativa in zaradi tega, ker zelo podobno kot Unior, tudi to podjetje ima zelo različne programe, od avtomobilskega programa do programa bele tehnike, imajo tudi svoje banke, tudi svoj izobraževalni sistem, ampak sem že takrat razmišljal, če kaj, naprimer bi bila neka lahko izmed pozitivnih alternativ lastninjenja, tega drugega, bom rekel, kroga lastninjenja, v katerega bo slej ko prej vstopi tudi Unior, bi bil ta model. Pokomentiral bi, da smo bili vsaj v tej Dravinjski dolini smo lahko bili, ali pa smo imeli srečo, da je vodstvo podjetja skupaj z zaposlenimi ni ubralo podobnih poti lastninjenja podjetja, kot smo jih bili priča pri nekaterih večjih ostalih državnih podjetjih, ki so z željami ali pa z nameravami tako imenovanimi prevzemi vodstev popolnoma izčrpali tako podjetja kot tudi bančni slovenski sektor. Temu se je predvsem na podlagi tudi vse te zgodovine in modrosti tako zaposlenih kot tudi vodstva podjetje Unior izognalo, ampak je pa država po moji oceni s tem, da je podjetje uvrstila pa letošnjo leto na borzo in ob dejstvu, da je vrednost podjetja glede na trenutno vrednost delnic kot takšno izredno podcenjeno, zelo in nevarno izpostavlja to za, bom rekel, ta del Slovenije, ne samo za občine Zreče, Konjice in Vitanje, za cel vzhodni del Slovenije, izredno pomembno podjetje, preko 2000 direktno zaposlenih, posredno vemo še na tisoče več, preprosto je izpostavilo podjetje resnim možnostim špekulativnih nakupov, pri katerih bi lahko ali domači ali tuji investitorji z lahkoto prišli do večinskega deleža podjetja in ga, kot je to bilo, smo lahko to opazovali tako v Sloveniji kot predvsem po svetu, razkosali, prodali in ustvarili preprosto samo za to prodajo ene velike dobičke, ki bi pa najbolj, bom rekel, ta špekulativna, ko bi pa najbolj zagotovo se odrazil ali pa najbolj bi ga občutili delavci, ker vemo, da tovrstni lastniki obdržijo samo in izključno tiste programe, ki so dobičkonosni. Vse ostale prodajo, razprodajo in je motiv čist drug kot pa ta, da v podjetja vlagajo in gledajo v neko dolgoročnost kot takšno. Zdaj sicer je ta model kooperativni nekega prehoda je zagotovo v večjih korakih. Jaz osebno mislim in tudi je pogojen z tem, da se z njim strinjajo najprej zaposleni. Zaradi tega imam namen pobudo tudi formalno predstaviti tako sindikatom v podjetju, kot tudi vodstvo podjetja, lokalna skupnost, vemo, da ima tu zelo veliko vlogo in ne nazadnje država. In vkolikor bi ta pobuda, ki lahko v nekih 2 korakih vodi do tega, da bi v nekem srednjem ročnem obdobju se celotno podjetje preoblikovalo v delavsko kooperativo, pozitivno sprejeta, vkolikor bodo pozitivne reakcije, potem bom pozval, pa že na tem mestu tudi pozivam državo, da se zaveže, da do takrat, ko se ti odgovori ne pridobijo, da se vzdrži prodaje svojih deležev na borzi. Na ta način mislim, da država še lahko počaka, če ni mogla počakati ob tem, da vemo, da je vodstvo podjetja intenzivno iskalo strateškega partnerja,
s katerim bi bilo veliko smiselneje ta del deleža državnega prodati, kot pa, da se ga preprosto uvrsti na borzo. Skratka, jaz ocenjujem, da bi najprej z tem, da bi se izkazal interes vseh najprej delavcev, potem tudi lokalne skupnosti in države, da bi bilo mogoče vse ta delež, ki ga ima država, z nekimi ustreznimi mehanizmi dolgoročnega odkupa, ki ne bi obremenili delavcev tako zelo, da bi jih to odvrnilo od tega koraka, se pravi, da jaz vidim, ko sem preračunaval, približno tako okoli 10.000 do 15.000 evrov bi v nekem obdobju 40 let ali pa 30 let zaposlitve obročno delavci potencialno odplačevali, da bi na ta način lahko z minimalnim naporom se zagotovilo najbolj odgovorno lastništvo strani zaposlenih v prvem koraku, v drugem koraku pa, vkolikor bi se tudi preostali lastniki strinjali, da bi se počasno, dolgoročno odkupil tudi celotni preostali del delnic in da bi se v nekih 5 do 10 letih lahko celotno podjetje preoblikovalo v kooperativo. Vemo, da bi v primeru, da bodo prišli boljši časi, se pravi, da bi podjetje v nekih 2-3 letih začelo pozitivno poslovati, lahko delavci pretežni del, če ne celo ves ta delež, ki bi ga bilo potrebno namenjati za odplačevanje teh deležev, poplačali z dividendami, ki bi jih podjetje ustvarjalo. Tako da je zagotovo prvi cilj ta, vkolikor pa ne, pa smatram, da bi država, glede na to, da smo v situaciji takšni, da lahko v nasprotnem primeru izredno neodgovorno izpostavi to podjetje, številne zaposlene v njem, lahko zmogla ta korak. Mi smo v stranki že domišljali, na kakšen način bi tudi neke dolgoročna poroštva država lahko dala, da bi to res na nek dolgi rok se omogočilo delavcem, da odkupijo, v želji, da pridemo do tega končnega cilja najbolj odgovornega lastništva, ki se pa tudi sicer kaže ob poslovanju delavskih kooperativ, poleg tega, da me zaposleni lahko neposredno odločajo o razvoju, o temeljnih teh razvojnih odločitvah podjetja, da izredno dobro ta podjetja funkcionirajo, predvsem zaradi tega, ker to podjetje ni od nekoga drugega, to podjetje ni od države, ampak je to podjetje neposredno od vseh zaposlenih. Zaradi tega je tudi odnos vse po svetu, se to kaže zaposlenih v takih podjetjih do dela bistveno boljši, tudi sama kontrola med vsemi delavci, ta pozitivna je večja in na koncu tudi ustvarjalnost in tudi Darja je prej omenjala, ta podjetja sama, naprimer Mondragon, ima znotraj dogovorjeno razmerje plač, mislim, da je maksimalno 1:6, 1:7. Se pravi, da so ta enakopravnost se ne kaže samo v enakopravne pravici odločanja, ampak v bistveno bolj enakopravnem razporejanju ustvarjenega. Tako da v tem delu glede Uniorja toliko. V nadaljevanju sem pa hotel še v zaključku pa vendarle izkoristiti tudi priložnost, glede na to, da je z nami nekdanja ministrica za gospodarstvo Darja Radić, da se ji na tem mestu zahvalim za veliko skrb, ki si jo namenjala gospodarstvu v naši Dravinjski dolini. Jaz kadarkoli sem ali na svet potreboval ali takrat, ko je podjetje iskalo možnosti dokapitalizacije, vemo, po tistem prvem udarcu gospodarskem je država se potem odločila, da je dala zeleno luč za dokapitalizacijo, kot tudi kasneje, ko smo z veseljem ugotavljali, da je v primeru Uniorja podjetje Unior uspelo na razpisu za sofinanciranje izgradnje novega hotela v Zrečah,
kot tudi potem, ko smo skupaj, takrat, ko ste šele napovedovali razpis za gospodarske centre, na različnih okroglih mizah navduševali tako vodstvo podjetja Unior, kot tudi širše v podravski regiji. Takrat so, naj spomnim še enkrat, v uspešen gospodarski center se združila podjetja poleg Uniorja in Zreškega Kometa, tudi podjetje Cimos iz Maribora in Talum v uspešen gospodarski center za nove materiale Simit, ki je prejel na razpisu Ministrstva za gospodarstvo preko 18,5 milijonov evrov razvojnih sredstev, ki že sedaj omogočajo zato, da dejansko, da se večina delovnih mest obdrži in istočasno, da so se kreirala nova delovna mesta z bistveno višjo dodano vrednostjo in s tem dejansko dokazujemo, da nek pogled v prihodnost utemeljujemo tudi na dosedanjem delu. Delo bom rekel, v obdobju samostojne Slovenije, gospodarsko najbolj občutljivem obdobju, ki smo ga tudi z politiko, ki ste uspešno peljali na gospodarskem ministrstvu, uresničevali na ta način, da smo v teh najtežjem obdobju zagotavljali tudi sredstva za razvoj, bistveno večja in bistveno bolj, bom rekel, domišljeno usmerjena kot pa predtem. Tako da v mojem imenu in zagotovo tudi v imenu gospodarstva Dravinjske doline Darja najlepša hvala za to. Tukaj je en problem Ministrstva za gospodarstvo. Ministrstvo za gospodarstvo kot tisto, ki se navzven pojavlja kot odgovorno za konkurenčnost gospodarstva, samo pravzaprav nima kaj dosti inštrumentov. Edini inštrument praktičen, ki smo ga lahko uporabili in tukaj nekaj smo ga uspešno uporabili, smo več kot podvojili obseg razvojnih sredstev v tem mandatu, je dejansko samo to. Razvojne spodbude za gospodarstvo, inkubatorji, ustvarjanje ugodnega poslovnega okolja. Ampak danes gospodarstvo potrebuje več. Za konkurenčnost bi nujno potrebovali že v tem mandatu spremembe na področju davčne zakonodaje. Jaz sem neštetokrat predlagala, da pejmo z razvojno kapico prav zaradi tega, da bi znižali stroške dela in s tem tudi pomagali podjetjem, da bi lažje prišla. Mnogo je še drugih ukrepov, ki zavirajo danes gospodarstvo, da ne govorimo o prostorski zakonodaji, kakšne težave imajo ljudje, ko pridobivajo gradbena dovoljenja. Žal to ni v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo. In v tej vladi žal se je pokazalo to, da vlada ne deluje kompatibilno, se pravi, da ne deluje povezano. Resorji so bili v rokah posameznih ministrstv, ki so imeli pač svoje prioritete. In to je tudi tista glavna zamera moja ali pa tisto, kar smo opozarjali na blokadah, da na tak način ne gre več. Če se vlada odloči, da poveča, da bomo zagovarjali konkurenčnost gospodarstva, potem seveda bi pričakovali, da bodo vsi ministri delali v to smer, pa žal niso. In to je tisto in to ne sme biti napaka naslednje vlade. To ne sme biti napaka naslednje vlade. Če lahko samo še 2 minutke vam vzamem, prejle sem se ustavila pri tem, ko sem govorila o motiviranju, da je treba motivirati, ne samo delavcem, treba je motivirati vse ljudi. Pa nisem povedala nič, kako je treba pa motivirati tudi delavce v javni upravi. Tudi tam so ljudje nemotivirani za delo, nemotivirani zaradi situacije, nemotivirani zaradi sistema nagrajevanja. V javni upravi je sistem nagrajevanja zelo tog in ni nič odvisen od uspešnosti posameznega delavca. Sama iz moje izkušnje povem, ogromno sekretarjev na ministrstvu z najvišjimi plačami, učinek njihovega dela zelo majhen. Malo mladih svetovalcev na ministrstvu, ki so delali za 600 evrov neto plače, visoko izobraženi, z mano so sedeli do 8-10 zvečer, brez vprašanja, brez problema. Njihova učinkovitost enkratna. Jaz nisem imela mehanizma, da jih nagradim. Zato jaz pravim, če želimo narediti tudi javno upravo, bolj učinkovito, jo ne bomo naredili samo z grožnjam odpuščanju, ampak jo bomo naredili, če bomo naredili bolj fleksibilni način nagrajevanja v državni upravi. Da bomo tiste, ki pač ne dajo rezultatov, rekli, oprostite, tudi če vam je kot sekretarju zagotovljena plača 2500 evrov, jo ne morete imeti, ker ne date to kot sebe.
In na razliko rajše dam tistim mladim, dobrim delavcem v javni upravi, ki so pripravljeni in ki tudi znajo nekaj narediti. To je za motivacijo delavcev v javni upravi. In potem na mlade sem pravzaprav ne pozabila, ampak prezrla v prejšnjem izvajanju. Če ne bomo nekaj naredili za naše mlade, ampak za res, potem bo resno postal problem, kdo bo pravzaprav še delal, zato da bomo imeli kakršnokoli pokojnino mi tisti, ki imamo še recimo ene par let, 20 let do tega. Ampak in tudi na tem področju, to se mi zdi, vsaj tudi sama osebno, menim, da je to ključen problem te države in da je to tudi svetijo vsi rdeči alarmi. Vsi rdeči alarmi, če ne bomo uspeli mlade motivirati in jih vključiti v ta sistem, nam bojo šli ali pa bojo postali apatični in smo izgubili praktično eno zelo pomembno generacijo ustvarjalcev. Zdaj, kako jih motivirati? Z izobraževanjem, usposabljanjem, za ponujanjem programov. Jaz mislim, da na tem področju zdaj že ponudba je taka, da mladi v Sloveniji lahko pridejo do izobrazbe. Z novim nacionalnim programom visokega šolstva se bojo tukaj še tudi, bom rekla, te socialne razlike odpravile. Ampak ključna, seveda je izobrazba zelo pomembna, ampak izobrazba nič ne pomaga, če potem ne dobimo službe, če ne dobimo delovnega mesta, kjer bi to znanje lahko potem uporabljali. In zato je po našem mnenju zelo pomembno, da pride tudi do reforme trga dela. Do reforme trga dela v tej smeri, da se bo odpravil zdajšnji dualni sistem, mi temu pravimo zaposlovanja, ko mladi ne dobijo služb za nedoločen čas, ko delajo na enih čudnih pogodbah, starejši pa imajo odločbe za nedoločen čas. To je zelo demotivirajoče za mlade in ta sistem je treba odpraviti. Veliko bi ga odpravili tudi s tem, če bi zakon o malem delu, tako kot je bil predlagan spomladi, bil sprejet. Ker potem bi eno obliko zaposlovanja, ki danes omogoča pač podjetjem, da za 2 evra, brez prispevkov, brez kakršnih koli nadomestil za bolniške dopuste, omogoča, da dobijo poceni delovno silo, jo pač izkoriščajo. To je treba enostavno odpraviti. Če podjetja ne bojo imela drugih možnosti za zaposlovanje, potem bojo iskala druge variante in bojo ljudi zaposlovala. Mi smo sicer v tem mandatu že podjetjem dajali ene olajšave pri prispevkih za zaposlovanje mlajših 26 let. Nekaj rezultata je, ampak očitno še ne dovolj. Jaz pravim, trg narediti tak, ponudbo možnih zaposlitev tako omejiti, da bojo stimulirale podjetja, da bojo ljudi zaposlovali tudi za nedoločen čas. Seveda na drugi strani si pa tudi razumem podjetnike, da se danes bojijo zaposliti ljudi za nedoločen čas, ker so pač odpravnine in pravice potem, na drugi strani pa spet take, da pa lahko podjetje, ki mora odpustiti, kaj se jim zaradi tržnih razlogov, eno število ljudi, pa lahko spravi v težave. Tudi ta problem je treba rešiti in tudi zato imamo rešitev. Mi predlagamo, da se uvede tako imenovani, da se uvedejo individualni varčevalni računi delavcev, na katerega bojo delavci vplačevali en določen, ne delavci, delodajalci, se pravi podjetniki, vplačevali eno določen prispevek v sklad za vsakega delavca. V tem skladu individualni račun je to, se bojo nabirala sredstva in v primeru, če bo podjetju šlo slabo, da bo treba določen del ljudi odpustiti, zmanjšati število zaposlenih, se bo iz teh njihovih računov v bistvu izplačala odpravnina. Se pravi, gre za eno namensko varčevanje za take primere. Vendar pa ni nujno, potem, da delavec iz tega svojega individualnega računa vzame denar. Lahko, če najde zaposlitev, ta individualni račun z vsem privarčevanjem nese v novo podjetje. Sam se odloči, kaj bo naredil. In če ima srečo, tako da do celoživljenjsko dobo ni potrebe, da bi ta sredstva, ki se zbirajo na odpravninskem skladu ali računu, pokoristila, se mu to potem izplača ob pokojnini ali kot renta
ali pa v enkratnem znesku. Jaz mislim, da na ta način bojo prvič delodajalci malo lažje sprejemali ljudi, ker bodo vedeli, da jim ne bo treba kar naenkrat pa najdeti, ne vem, toliko in toliko sredstev za odpravnine, ko bojo že itak v težavah. Saj ponavadi podjetja odpuščajo takrat, ko so že v težavah in jim potem to samo še eno breme predstavlja. Po drugi strani pa jasno, da moramo pa razumeti, pa tudi, mislim, da je treba stati tudi za delavci, da ti pa tudi ne morejo stati brez vsega, če so zaposleni. In se mi zdi to ena taka dobra rešitev. Spet pri mladih, za mlade pa ponuja, ker je seveda služba ta prva stvar, ki jo potrebujejo, druga je pa stanovanje. To je tole zdaj, kar imamo v naši državi, je skoraj nevzdržno, mladi ne pridejo do stanovanj, tudi zaradi tega, ker nimajo služb za nedoločen čas, banke pa danes gledajo, če nimaš službe za nedoločen čas, ni kreditov, ne moreš dobiti nič. In zato smo mi že pripravili zakon, mislim, smo ga tudi že predstavili, kjer bi za prvo reševanje stanovanja mladim družinam omogočili, če lahko tako rečem, nakup stanovanj s pomočjo državnih obveznic. Država bi izdala obveznice, s katerimi bi pomagala mladim družinam kupiti stanovanja. Mladi bi pravzaprav za vso dobo, recimo, da je to 25 let, ker bi imeli to razmerje kreditno z banko, v bistvu odplačevali samo obresti. Jaz pravim, pri vsem denarju, ki ga zapravimo v tej državi za čudne stvari, bi bilo pa prav fair, da pa si en delež pogače odrežemo in damo mladim. Ker mladi so tisti, na katerih svet stoji, smo že večkrat rekli, in vlaganje v mladih je zagotovo boljša in večja varnost tudi za nas malo starejše. To je en tak zanimiv način kreditiranja, ki so ga naši sodelavci razvili in je po mojem do zdaj najboljša ponudba, kar je na tem področju za mlade. In seveda, če ta zakon iz kakršnega koli razloga ne bi prišel skozi, je pa potrebno pri stanovanjskem skladu Slovenije zagotoviti, da ta zagotavlja eno obliko poroštev za mlade družine, zato da bojo sploh lahko prišla do kreditov. Se pravi, eno vrsto pozavarovanja, poroštva za najete kredite, seveda na dolgo dobo. Samo na ta način in s službami bomo mlade zadržali v Sloveniji, drugače se bojim, da bomo še bolj stara družba postali, kot smo že. Hvala lepa. S tem zaključujemo ta malo daljši uvodni del. Kolikor je kakšno vprašanje, bomo z veseljem odgovorila na njega. Kolikor pa ne, se vam pa zahvaljujem za pozornost. Hvala. In vam želim lep večer še naprej. Hvala lepa. Ja, hvala lepa.